Lep pozdrav v enem izmed sedaj že kar mnogih intervjujev, ki so povezani s tematiko mladi v času epidemije. Danes pa je z nami kot gost Matic Matjašič, predsednik Mladinskega sveta Mestne občine Maribor, tudi član Sveta vlade za mladino in tudi občinski svetnik v Mariboru. Matic, lepo pozdravljen. Za tabo je zelo tak zanimiv teden, pa mogoče povej, s čim si se trenutno kaj soočal, kakšne so bile kaj trenutne zahteve mladinskega sektorja in odločevalcev, s čim si se mogel kaj boriti v tem tednu? Ja, za mano je kar zanimivo leto, no, ne samo teden. Zadnji teden pa še posebej, no. Predvsem smo se ukvarjali s tem, da je v bistvu prišel poziv, da se mladinski svet izseli iz svojih prostorov, kjer je že več kot 15 let, strani župana, tako da je bilo kar pestro, tudi medijsko odmevno, poleg vseh ostalih korona izzivov, da rečem, to leto. Plus tega imamo še ravno v ponedeljek prvo sejo digitalno občinskega sveta, imamo še kar nekaj priprav, tako da ponavadi je ta teden pred sejo najbolj naporen nov mesec, ampak smo zmogli. Super. Zdaj, ko si že omenil, da v bistvu celo leto naporno, predvidevam, da verjetno zaradi samega covida, pa se mi čisto zanima me, no, katere izzive si ti videl kot nekdo, ki si mlad, pa po drugi strani kot nekdo, ki zastopaš tudi interese mladih v različnih dialoških skupinah. Kaj se ti zdi, da so bili te ključni izzivi v letošnjem letu, s katerimi smo se mladi spopadali? Jaz sem se letos, kar bom rekel, na več področjih, več vidikov srečal s to korona situacijo osebno, če naprej povem. Prvič kot mlad posameznik, itak ta socialna izključenost, vse ostalo, tudi skozi družino, bom rekel, smo imeli nekaj situacij kriznih. Drugič kot mladi podjetnik, ki je v bistvu lani zbral pogum in začel svojo dejavnost, pa ravno v gostinstvo, ki je mogoče najbolj prizadeto med temi dejavnostmi. In pa tretjič, kot si dejal, kot mladinski delavec, mladinski in mladi politik, predstavnik mladih v teh oblikah, tudi v neko to leto bolj naporno ali pa drugačno, no. Zdaj še mogoče malo nasplošno, smo po mojem mladi tista generacija, ki mi je bilo dejansko največ ali pa med največ vzeto v tej krizi. Najmlajšim sigurno ta osnovna pravica do šolanja, s tem povezana neka socialna varnost, nek socialni krog, druženje. Ravno včeraj sem se malo razjezil, no. Sem prebral v enem lokalnem časopisu, da bo ta teden poostrena kontrola športnih igrišč in igral, ki so zdaj ograjena, da bodo kazni pisali otrokom, če se bodo igrali zunaj. Pa me je kar malo, bom rekel, streslo, no, to so take stvari, ko jih ne rad vidim, no. Zato, ker kaj bodo dobili kazni, zato, ker so otroci, ker smo mladi. Pa če mogoče malo starejšo generacijo mladih pogledamo, dijake ali pa študente, še toliko bolj ta socialna varnost se mi zdi bila vzeta, ker ipak mnogo dijakov študentov dela zraven, da sploh lahko študira, no. Tudi po vsak dan si pokrijejo stroške šolanja, pa študentskega domova, s katerih mogoče zdaj tudi mečejo nekatere na ulico. Po mojem pa je najbolj kritična tista skupina, jaz pravim tretjina mladosti, no, po šolanju, ko se v bistvu iščejo zaposlitve ali pa imajo neke prekarne oblike, ker zagotovo med mladimi ne več tisti, ki so prekarno zaposleni in ni težka matematika, da bodo ravno ti mogoče prvi ali pa so že izgubili službo, no. Kaj šele iskati včasih stanovanje. Pa tudi mogoče, če sem malo bolj ekstrem, se je tudi mogoče kdo odločil za družino, ustvarjanje otroka, pa je letos dobro premislil ali pa si celo premislil, no. Ker mislim, da smo mladi tukaj bili res z vseh strani, no, kar precej prizadeti. Zdaj, omenila sva, ne, da v bistvu po eni strani si ti predstavnik in zagovornik mladih, po drugi strani pa kot občinski svetnik lahko rečeva, da nastopaš tudi na nek način v vlogi odločevalca na lokalni ravni. Pa me samo zanima, zdaj v skladu s temi
izzivi, ki si jih zaznal, ki jih zaznavate v bistvu z mladimi iz vašega lokalnega okolja. Kaj se ti zdi, da bi lahko kot nek lokalen odločevalec naredil, da bi se te izzive uspešno premagalo? Kaj bi bili lahko neki lokalni ukrepi, ki bi se jih, na primer, Mestna občina Maribor lahko lotila, da bi to neko stisko mladih, neko problematiko v času epidemije uspešno reševala, pa na koncu izstopila mogoče ven kot primer dobre prakse, kaj se da v takih kriznih časih narediti za mlade? Ja, v Mariboru imamo kar veliko število okužb, pa če se ravno imamo ta politični vidik, smo verjetno edina občina, kjer je bil okužen župan, pa 3 podžupani, pa skoraj celotna mestna uprava. Jaz sem izpostavil večkrat, da je treba začeti najprej pri sebi, da bomo tudi kot lokalni politiki biti odgovorni, in sem tudi pobudnik, bom rekel, prve elektronske seje mestnega sveta, ki imamo naslednji teden. Predlog je bil, da se v bistvu zbere tam 50 svetnikov plus 45 plus ostale službe, to je skoraj okrog 100 ljudi v eni dvorani. Legalno sicer je, po zakonu se lahko občinski srečajo, ampak jaz sem vztrajal pri tem, da je neodgovorno od nas, no, in prav na mojo pobudo bomo prvič vse elektronsko in tudi kakšno okužbo preprečimo v tej smeri. Na drugi strani sem tudi podal uradno pobudo svetniško, da pomagamo kot občina finančno ali nefinančno, nematerialno društvom, zadrugam, podjetjem v občini, ker državna pomoč je premalo, predvsem pa ni toliko locirano na specifična lokalna okolja. Spomladi smo imeli že en razpis, nekaj podobnega sem pripravljal, tako da se poskušamo lotevati z nekimi obliži naravno, koliko se pač da, ampak ni pa to zdaj rešitev celotna, no. Ti osnovne, kar se pa težave mladih, stanovanjska politika, trg dela in vse ostalo, pa je, mislim, da bolj na državni ravni, no. Ja, zdaj sigurno bova rekla tako, no, da neko generalno problematiko, ki jo že tako se na ravni države ne rešuje, jo je težko verjetno v lokalnem okolju rešiti, ne. In meni je recimo dosti zanimivo to, da dejansko lahko opažamo že od osamosvojitve praktično, da se mladi spopadajo s problemom dostopa do stanovanj, se pravi do nekih prvih namestitev, ki jim omogočajo pot do odgovornega pa samostojnega državljana, ne. Pa me samo zanima zdaj, če si ti v tem obdobju še dodatno kaj opazil, kakšne težave, kar se tiče koriščenja določene infrastrukture za mlade. Se ti zdi, da je mogoče stanovanjski postal zdaj zaradi epidemije še kakšen večji problem? Se ti zdi mogoče, da se tudi kakšna druga mladinska infrastruktura zaradi trenutne situacije ni več dosegljiva mladim? Kakšne imaš kaj ocene kot nekdo, ki pozna lokalno sceno in nacionalno konec koncev? Ja, jaz sem že povedal parkrat, da mi v bistvu ne rabimo nekega kriznega načrta ali pa nekih kriznih rešitev v tej krizi, ampak potrebujemo konstantne svobodne mladinske politike, ne. Cel čas, zato ker pač mladi te priložnosti za osamosvojitev ali pa ustvarjanje družine, enak položaj pri iskanju dela in podobno nismo imeli niti pred krizo, ne. Ta kriza je samo mogoče to malo potencirala, malo bolj razgalila dejstvo, da pač zadnja leta dejansko o teh, bom rekel, zadevah najvišji politiki samo govorijo pred volitvami, bolj malo pa je tega uresničenega. Tako da dejansko ta stanovanjska problematika mislim, da bo še toliko bolj zdaj prišla do, sicer res govorijo, da bodo cene nepremičnin padle, ampak kaj se bo zgodilo spet? Bodo tisti, ki pač imajo sredstva, to sigurno niso male družine, pokupili večje število nepremičnin, oddajali, verjetno celo kakšne Airbnb oblike, in smo spet to situacijo v stanovanjih še poglobili, naredili še bolj kritično za mlade, no. Da ne govorimo o trgu dela, no pa nimam rad te besede, bomo rekli, pri iskanju zaposlitve, ker pač po mojem ne smejo biti zadnja možnost mladih, ne smejo leta delovnih izkušenj biti glavni kriterij, pa žal doskrat so, no. In predvsem se treba imeti miselnosti, da pač starejši kot si višjo plačo boš imel in obratno, mlajši kot si mlajšo plačo ti pripada, če še enkrat boš ti starejši, ne. Po mojem ta logika ne vodi nikamor in ne vem, predvsem ni to neka spodbuda za mlade, ki si pač želijo ustvarjati v družbi. In kaj se nam bolj zgodi, da so mladi neaktivni, če tako rečem, v družbenih zadevah, ravno zato, ker so pač preobremenjeni z
preživetjem, no, oziroma z pač osnovnimi zadevami življenjskimi. In potem pridemo do situacije, ko pač vse zadeve se odločajo v krogu sivih ali pa zelenih politikov. No. Zdaj, jaz tudi vidim, no, da mislim, vse logično je, da se oba javljava iz udobja doma nekje. Ne? Mi smo tudi v bistvu na Mladinskem svetu Slovenije naredili raziskavo mladi v času epidemije, ki verjamem, da si jo tudi sam pogledal. In mladi so v bistvu v tej raziskavi dosti omenili prav to problematiko, ki si jo tudi sam že prej omenil, ne, da so se mogli seliti iz študentskih domov, iz dijaških domov, dostop do vrstnikov je bil slabši. Ne, in recimo v sami tej raziskavi je 16% vprašanih, ki so predstavljali, se pravi, en del množice preko 700 respondentov, je omenil, da praktično, ko so se mogli biti v stanovanju, da niso imeli svojega prostora in miru. A se ti zdi ta dostop do svojega prostora, do nekega svojega osebnega prostora in nekega miru, kjer lahko ustvarjaš dosti velik problem, da bi to mogli naslavljati, pa se o tem pogovarjati, ali se ti pač zdi, da je treba v tovrstnih situacijah počakati, da zadeve minejo in se pač prilagoditi situaciji? Kakšno je tvoje mnenje glede tega? Mislim, enako kot prej, ne? Saj to ni samo situacija v krizi, saj vsak mlad pri 15 ali pa 20 ali pa 25 rabi nek svoj prostor, neko svoje okolje. No? Zdaj, če to pač ni v prvi fazi še stanovanje, pač vsaj neko svojo, nek pobeg, no? nek svoj prostor za ustvarjanje, za mir, da rečem, ker to pač rabi vsak človek. In vedno pač rečem, ko se spomnim, kdo pokaže s prstom na mlade, ne, če je Slovenije, pa so najdlje doma, pa mamini sinčki v hotelu mama, ne, se noben noče biti doma, tako dolgo, ne, pač ni izbire, ni priložnosti. In naš vedno pravim, ker delam z mladimi vsak dan, pa ker sem sam mlad, da vsi mladi, ali pa velika večina, si slejko prej želi na svoje, si slejko prej želi nekaj svojega okolja, svojega mira. Pa ne, ker je bili odnosi za starši slabi, ampak pač preprosto človek to pravi v nekem bodu življenja, no. Kako se ti pa zdi, zdaj mladi, ki so v tej anketi sodelovali, so ocenjevali tudi v bistvu ukrepe, ki jih je vlada pripravila kot potrebne, kot v bistvu dobre, ne? Tudi oba veva, da smo se v bistvu glih mladi, kljub temu, da se je govorilo, da se ne, smo se zelo dobro držali teh ukrepov v primerjavi mogoče z ostalim delom prebivalstva. No in me zanima čisto, kaj osebno si ti misliš o teh ukrepih, na kakšen način ti zaznavaš take in drugačne omejitve, kaj se ti zdi, da bi bilo lahko drugače, da bi mogoče mladi manj stisk občutili, pa hkrati poskrbeli tudi za ostale dele prebivalstva, tudi starejše, ki so v tej trenutni situaciji najbolj ranljivi. Ja, eno stvar malo pozabljamo, ne? In to je zdravje, ne? Rečemo mladih, zdaj zdravje mladih, pa ne samo v kontekstu, kot je zdaj vedno prva misel varovanje pred tem novim virusom, oziroma v tem smislu zdravje, ampak tudi duševno zdravje mladih je po mojem isto pomembno kot fizično, ne? In situacija, v kateri smo, da pač mladi pri nas, rečem večinoma, na srečo, nismo doživeli neke vojne ali pa neke večje naravne katastrofe, in da se verjetno pač prvi življenju soočamo s tako situacijo krizno, je za nas izjemno, no, je to psihično, to ni vojna, je pa psihično, socialno za mlade blizu temu, ne. Jaz bi si želel pri vsem skupaj, ukrepa sem tem, če bi komentiral, ker imam nekaj samenja sprejetiške perspektive, pa mislim, da, tako se dejal, mladi večinoma, kakorkoli imam mnenje, to spoštujemo, upoštevamo ukrepe, bi si predvsem želel mogoče več pozitive, no, več nekih pozitivnih misli, pozitivne komunikacije z vseh strani, no, ne samo z vlade, pa medijev, vseh nas, vsakega posameznika je tudi odgovoren, več pogledov mogoče naprej kot nazaj, kar je pri nas že malo tradicija, in pa predvsem optimizma, no, v teh časih. Zdaj spet bom omenil en medijski članek, ki sem ga pred dnevi prebral, in sicer je bil v lokalnem mediju na naslovnici časopisa, mrtvašnice, bolnišnice so polne, ne.
Jaz bi dosti rajši kot tak napihen naslov videl en naslov, mogoče na tisoče mladih prostovoljcev pomaga po vsej državi. Ne. Pa je dosti bolj resničen naslov, pa dosti bolj pozitiven. Tako da mene je zmotilo predvsem tem skupaj, ne toliko ukrepi, ker so tudi podobni Evropi, ampak komunikacija in to sovraštvo in razdeljenost med ljudmi, ki se je še malo, bom rekel, stopnjevala skozi to krizo. To me je bolj zmotilo kot posamezni ukrepi. No. To je zelo dobro, da si omenil, ker čisto isto stvar sem se nedolgo nazaj pogovarjal tudi z Mihom Zupančičem, novim predsednikom Mladinskega sveta Slovenije, ki svoj mandat začne v decembru. In tudi on sam je omenil to, ne, da se mu zdi trenutno v bistvu največji problem to, na kakšen način se komunicira stvari v tej krizi. Ne. In tudi jaz sam osebno, če pogledam, kdaj človek občuti stisko, takrat, ko občuti nek pritisk, ko mu drugi govorijo, da je situacija slaba. Ne? Če bi mu drugi govorili, situacija je dobra ali pa ne vem, v vsaki situaciji lahko najdemo nekaj pozitivnega, bi bila tudi ta neka osebna stiska lahko klele bistveno manjša. Ne? Tako da jaz bi se klele kar strinjal s tabo, da v bistvu klele je treba potem zelo pogledati, kako komuniciramo določena sporočila. Ne? In se mi zdi, da predvsem mladi v tem času smo se trudili z pozitivnimi sporočili. Pa me sem zanima zdaj, ko si omenil to prostovoljstvo, koliko je dejansko tega na področju Maribora, koliko so se zdaj mladi v tej krizi kaj zaktivirali, ker slišimo različne zgodbe po Sloveniji, verjetno imate tudi vi kakšno konkretno. Ja, zdaj, če se malo mogoče vrnem v to mojo vlogo predsednika Mladinskega sveta ali pa koordinatorja aktivnosti v Mladinskem svetu, tudi mogoče izziva, ki sem ga štartal omenil za občino. Mi smo letos izvedli, tudi za organizacije je bilo težko, da smo izvedli veliko manj programa kot načrtovanega, zato ker je naš program temelji pač na delo z šolami in z razredi, konkretno terensko delo, in tega vsega letos ni bilo. Je pa pozitivna stvar, da so pa vsi ti prostovoljci, ki so aktivni vsa leta v naši organizaciji Svetu mladinskem, in pa vseh članicah, v Mariboru je več kot 20 Mladinskega sveta, društev različnih mladinskih, da so prav vsi na nek način sodelovali pri teh prostovoljskih aktivnostih. V Mariboru pač moram izpostaviti Društvo študentov medicine, medicinsko fakulteto, kjer so praktično od prvega do zadnjega študenta, upam reči, čisto vsi, ki imajo to možnost, priskočili prostovoljno v drugih oblikah na pomoč v bolnici, študenti zdravstvene nege, pa tudi vsi ostali študenti, ki so pomagali pri selitvah v bolnici, v domih za ostarele. Skratka, v Mariboru je to prostovoljstvo se je izkazalo res kot, mislim, da brez tega bi bilo veliko huje, no? Tudi v bolnišnicah in domih za starejše in posod drugje. Tako tukaj je res pozitiva in premalo se o tem govori, no? Ko si prej rekel, da se je kazalo s prsti na mlade, kako ne upoštevajo ukrepov, dajmo to pokazati, koliko pa jih je bilo prostovoljcev, no? Kar bolj drži kot tisto prej. Ja, sej prostovoljstvo je, se mi zdi, neko tisto glavno gonilo, ki ga v mladinskem sektorju pač imamo za to, da izvajamo določene aktivnosti, ne? Ker posledično veva, da tudi da mladinski sektor lahko deluje, je potrebno veliko dela prostovoljcev, ne? In ko te prostovoljci delajo programe, jih ne delajo samo za mlade, ampak tudi za ostale skupine in v tej krizi se je sigurno to pokazalo. Je pa dejstvo, ne, da za svoje delovanje pa potrebujejo tudi različne organizacije financiranje za neke stabilne zaposlitve. Kako pa gledaš na financiranje v tem času, na kakšen način zaznavaš, kakšne spremembe, če sploh so na področju financiranja? Jaz mislim, da večja težava bo naslednje leto pri financiranju organizacij mladinskih. Zakaj? Zato, ker vsi proračuni ali pa razpisi delujejo na sistemu, kaj je bilo prejšnje leto realizirano. In priznajmo si, večina programov letos ni bilo realiziranih, vsaj ne tako, kot so bili zastavljeni, ker smo pač jih prilagajali, zmanjševali, preselili na internet konec koncev in je bilo stroškov manj in manj financiranja posledično. Konkretno, naš Svet mladinski letos ni dobil še niti enega evra s strani občine. Tudi zaradi tega mogoče malo, bom rekel, da imamo še več izzivov. Ampak mislim, da je prav, da drugo leto pogledamo kot neko novo leto in ne kot primerjamo z letošnjim. No. Tega me je strah bolj drugega leta kot
da bi se to stabilno financiranje še zmanjšalo, ki že ni nekako stabilno za mladinski sektor. Tega me je bolj strah in tu sem se zavzel že kot svetnik na občinski ravni, da pri proračunu za drugo leto gledamo realizacijo prejšnjega leta in ne tega, torej 2019. Zato, ker je edino, dajmo reči, normalno primerljivo, če se bo naslednjo leto situacija normalizirala. Ne. Se mi zdi, da si se pa zdaj dotaknil enega pomembnega področja in sicer digitalnega mladinskega dela, ker letos smo bili res primorani več ali manj uporabljati digitalne metode za delo z mladimi. Kako kaj vidiš tak način dela za aktivacijo mladih, konec koncev tudi za šolanje, kakšne dobivaš ki feedbacke strani mladih, s katerimi se srečuješ? Če se mogoče prvo šolanja dotaknem, zagotovo ni enako in pri šolanju sem na stališču, da je treba čim prej odpraviti vse te izzive, čim prej omogočiti enakovredno šolanje vsem, da je treba vlagati v to v izobraževanje, ker so neenakosti pri tem dostopu, že od razreda do razreda, pa od učitelja odvisno, pa od šole do šole, da ne govorimo o regijah. Skratka, razlike so ogromne, vemo, da ustavno imajo vsi pravico do enakovrednega šolanja in tukaj elektronsko nikoli ne bo nadomestilo fizičnega šolanja. Mislim, da je prav, da se čim prej otroci vrnejo v šolo. Tudi ankete kaže, da večina prebivalcev podpira to, da šole niso tisti vir, ki bi zdaj onemogočale normalno. Kar se tiče mladinskega sektorja, pa je zdaj tako, ne, ta sektor je po mojem tisti, pa centri mladinski, kakorkoli, tisti nek bobek mladih, oziroma nek srednji prostor med šolo in domom, ne. Zdaj smo naredili ta prostor enako kot šola, ne, v elektronski obliki. In mislim, da je težje, se po mojih izkušnjah, pridobiti mlade, da se vključijo, manj je fokusa seveda, mislim, da zdaj to, kar drugega zraven delam, pa sklopim kamero, pa je zagotovo manj fokusa in pa ni tega stika človeškega, niti približno to ni mladinsko delo, ko smo si ga vsi predstavljali, ko smo ga delali in se učili in izobraževali za njega in upam, da bo čim prej konec tega in se v živo tudi srečamo. Je pa neka nadomestek, je neko vsaj podpora, neko bližnja ravno, ki nam ga danes omogoča, pa mogoče pred 20 leti še ne bi mogli tako delovati. Tako da je pozitivno, ampak ni pa to niti približno tisto pravo. Verjetno tudi, če govoriva o nekem zagovorništvu, ki se izvaja na teh digitalnih platformah, je verjetno zdaj trenutno oteženo. Zdaj mogoče poglejva še majčkeno to, sam si bil na nedavni seji sveta vlade za mladino, konec koncev zdaj si pobudnik digitalne občinske seje, pa me samo zanima, kaj vidiš kle na zagovorniškem nivoju kot ključne izzive za v bistvu izvajanje dobrega zagovorništva. Jaz ravno to, kar sem prej mogoče, fokus na to digitalni posvet. Bila smo skupaj na tej seji, zadnji svet vlade za mladino, pa si videl, da so kar zgilni ministri oziroma sekretarji, kar nekaj se je opravičilo, nekaj, kar bi jih moglo biti, sploh ni bilo. Vprašanje, koliko je bil dejanski fokus na tam, ampak bilo je precej zmedeno, po mojem precej manj pozornosti in je bilo zgolj eden izmed Zoomov tisti dan, ne pa zares tisti prvi svet vlade za mladino, po zdaj že leto nove vlade in nekaj res iskren namen sodelovanja. To sem malo pogrešal. Pri seji občinski pa ne vem, to pa še zdaj čakamo, kako bo to izgledalo. Imeli smo že nekaj težav, ker je veliko, bom rekel, starejših, manj ukih računalniške opreme in je v teh nekaj služba dosti dela, za delovanje mestnega sveta, z dostopom vseh do interneta, z kamerami. Skratka, če ne drugo, bo sigurno manj skakanja v besedo, manj tega prekinjanja, ki se dogaja dostikrat na sejah, kar mi je všeč. Bomo pa videli, kako bo to izgledalo. Okej, zdaj mogoče za konec bi me zanimalo še, kako ti vidiš, če lahko, ne vem, saj tako nekako ocenjava, kako vidiš naslednje leto, kaj bi mogoče mladim za naslednje leto sporočil, kakšno dobro željo, kakšen predlog, na kakšen način bi jih želel nagovoriti, zdaj, ko imaš to priložnost, da to narediva? Ja, jaz sem optimist, ostanemo vsi skupaj optimisti. Sprejemam, da bo Božiček prinesel
leto brez korone, brez teh omejitev in da bomo vsi skupaj nazaj v normalnem tempu. Imam pa še eno željo, v bistvu ne samo za mlade, ampak za celotno družbo, za celotno Slovenijo, da rečem, ki ne bo samo za krizne čase rešila, ampak mogoče za daljše obdobje. In če smo res mogoče športni narod, bom rekel tak športni prispodobi, da nehajmo dajati mlade na tisto rezervno klopo v igrišču, no, ki pač morajo še malo počakati in nastopijo, ko bodo starejši igralci se upokojili, poškodovali, ampak jemljemo mlade kot resne igralce, ne samo rezervne igralce, tako v službi, kot pri iskanju stanovanja, kot tudi v politiki. Super, sam ne bi mogel bolj zaključiti, tako da hvala ti, Matic, za te spodbudne besede, hvala ti, da si bil v tem intervjuju, hvala za vse modrosti, ki si jih delil, predvsem pa hvala za to, da se tudi trudiš kljub tem zahtevnim časom še naprej za dobrobit mladih v Sloveniji, pa tudi v lokalnem okolju v Mariboru, tako da hvala za vse skupaj, pa srečno še naprej pri ostalih aktivnostih, ki se jih lotevaš. Srečno.